Danes je z nami najnovejši predstavnik kitajskega velikana in sicer Xiaomi 12 Pro. Telefon mi na prvi pogled zgleda super, tako da najbolj, da ga skočimo kar pogledati. Xiaomi 12 Pro je res lepotec. Na zadnji strani vidimo prenovljen camera bump z kovinskim finišom, prav tako kot celotno ogrodje. Zadnje platišče pa je matirano steklo. Dva detajla, ki se mi zdita res vredna omembe, sta tele linije na camera bumpov, ki ločijo leče med sabo in zgleda full nice, in pa Xiaomi logo, ki je naprinten na zgornjo plast steklenega platišča in pod sebe meče prijetno senčko. Na spodnji strani imamo vhod za dve SIM kartici, USB-C vhod in pa enega od dveh Harman Kardon zvočnikov. Drugi se za spremembo nahaja na zgornji strani in je ločen od pogovornega zvočnika, kar dandanes postaja redkost. Sprednjo stran pa prekriva 1440 pikslov AMOLED LTPO zaslon s 120 Hz osveževanjem zaslona. Za tiste, ki ne veste, LTPO pomeni, da se zaslon adaptivno prilagaja glede na vašo uporabo in lahko osveževanje zniža kar do 1 Hz, kar pa drastično pomaga vaši bateriji. Zaslon je letos na stranskih robovih ukrivljen, kar meni osebno ni všeč, česa pa ne moramo pripisati osebni preferenci, je pa performance. Na Xiaomi 12 Pro najdemo najnovejši Snapdragon 8 Gen 1 čip. Ta čip je 20% hitrejši od prejšnje generacije in je v bistvu najboljši, kar nam Snapdragon lahko sploh ponudi trenutno. Mobitel poje absolutno kjerokoli nalogo mu daš brez problema. Edina slabost tega čipa je, da ob zmerni oziroma bolj intenzivni uporabi postane telefon dost vroč. Še ena stvar, kar se tiče tega čipa, je, da ni ravno prijazen do baterije. V napravi najdemo 4600 mAh baterijo, ki vas zares preživi čez cel dan, ampak dneva ne boste zaključili več kot naprimer 20%, če ste telefon zmerno uporabljali. To pa zares ne predstavlja absolutno nobenega problema, ker vam Xiaomi zraven v škatli ponudi tudi 120W charger. V najnem testu se je mobitel napolnil za 40% v samo 15 minutah, je pa res, da sva ga polnila na normalnemu oziroma bateriji bolj prijaznemu načinu. Xiaomi vam ponuja tudi način pospešenega polnjenja, ki pa vam telefon nafila v zgolj 18 minutah od 0 do 100%. Na napravi najdemo tudi wireless charging do kar 50W in pa reverse wireless charging, kar omogoči, da lahko naprava oziroma Xiaomi postane polnilna postaja za ostale elektronske naprave. Pod ekranom pa se skriva tudi optični fingerprint senzor, ki je letos zelo hiter, kar pa je nekako tudi v bistvu celotna tema tele naprave. Hitrost. Poganja ga najhitrejši čip, osvežuje se 120 sličicami na sekundo in enostavno performance je užitek. Okus Androida, ki ga najdemo na Xiaomi napravah, je seveda MIUI 13. To je seveda samo še izboljšana verzija MIUI 12, ki je iz prejšnjega leta, na kateri najdemo ene par cool funkcij. Kolikrat se vam je zgodilo, da ste dali telefon potih in potem ste pozabili in potem ste zgrešili milijon enih pomembnih stvari. No, to se vam zares malo težje naredi na Xiaomiju, ker ima le ta funkcijo, da lahko nastavite za tihi način ali pa do not disturb timerje za pol, 1, 2 ali 8 ur. Če ima poleg vas še nekdo Xiaomi napravo, si lahko med sabo pošiljate preko MiSharea podatke na kar najlažji način. Xiaomi pa prav tako poskrbi, da se boste tudi, če prijete iz Appla, počutili kot doma, ker ima možnost, da odstranite brskalnik aplikacij in vam tako kot pri Applu vse aplikacije da na vaš domači zaslon oziroma v več strani. Super telefon pa rab tudi super kamere. Xiaomi 12 Pro ima vgrajene 3 kamere. Vse si delijo resolucijo 50 megapikslov, vendar se razlikujejo v parih lastnostih. Glavna kamera z odličnim portretnim načinom zajema žive in saturirane barve, poleg tega pa je ločevanje subjekta od ozadja boljše kot na katerikoli napravi, ki sva jo preizkusili. Širokokotna leča je sicer malo manj ostra, vendar s prostim očesom tega ne opazimo. Tretja, telefotokamera z 2-kratno povečavo, pa v povezavi z umetno inteligenco zajame tudi najmanjše detajle. Video stabilizacija je za napravo tega ranga dobra, vendar zares ni nič posebnega. Video zajema v resoluciji 8K s 24 sličicami na sekundo in pa 4K z 60. Poleg tega ima HDR10+, kar je vidno v odličnem dinamičnem razponu. Na sprednji strani mobitela se nahaja 32 megapikslov sprednja selfie kamera s funkcijo HDR, ki me je pozitivno presenetila.
z vsemi naštetimi funkcijami in vsem, kar smo si glikar ogledali. Mislim, da se bo tale telefon znajdel vsaj v kakšnem žepu. In če slutite, da ste to lahko mogoče vi, več informacij o tej napravi najdete na Telekomovi e-trgovini. Hvala za ogled, mi pa se tako kot vedno vidimo v naslednjem. Čau!